Pozdravljeni. Na vrsto je prišel že drugi prispevek iz serije posvečene letošnji veliki nagradi Katarja. Poglejmo si skupaj, kaj se je zgodilo po kvalifikacijah. Tudi danes se bomo najprej ustavili pri tehničnih novostih ter zanimivostih. Nato v drugem delu bomo skušali razumeti, kakšno bo razmerje sil, predvsem na popoldansko-večernem sprintu. In kot dobro veste, ta format na veliki nagradi Katarja bo prinesel verjetno marsikatero presenečenje, čeprav ne prav na vrhu. A začnimo na začetku s tistim, kar so ekipe novega pripeljale na to dirko za svetovno prvenstvo Formule 1. In novosti ni prav veliko. Vidimo lahko pri skuderiji Alfa Tauri, da so malce spremenili rob samega dna, takoj tam za prednjimi usmerniki pri bočnih režah in pravzaprav bi lahko dejali, da gre za malenkostno spremembo. Tudi pri ekipi Alfa Romeo F1 Team lahko vidimo, da so v bistvu spremenili spodnji del tistega zadnjega aerodinamičnega stabilizatorja, kjer so spremenili obliko končnih plošč in tistih spodnjih profilov. A v bistvu bi lahko dejali, da gre za malenkostne popravke. Tisti, ki so pokazali nekaj malega več in poudarjam malega, so bili pri ekipi Alpine. Glavna sprememba je bila na tako imenovanih hladilnih škrgah, kjer seveda vidimo na posnetku, da so te dokaj gosto posejane in ozke. Zanimivo je primerjati to rešitev naprimer z podobno, ki jo vidimo na Ferrariju SF pomišljaj 23. Škrge so bistveno bolj redko posejane in špranje so večje. A po drugi strani, če smo že govorili o ekipi Alfa Romeo F1 Team, si lahko pogledamo še to fotografijo, kjer pravzaprav vidimo, da v Katarju so pri tej švicarski ekipi uporabljali samo dve reži na levi strani pokrova pogonskega sklopa. A kot ste razumeli, za to veliko nagrado izjemno malo izboljšav, kajti razmere so dokaj podobne tistim, ki smo jih videli na veliki nagradi Japonske. A prav v tem grmu tiči zajec, namreč bolidi, ki smo jih spremljali na veliki nagradi Japonske, se lahko tu v Katarju ne obnašajo tako, kot je marsikdo pričakoval. Seveda, da bo Red Bull z Maxom Verstappenom tam spredaj, mislim, da ni presenečenje za nikogar izmed nas. Če se spomnite našega uvodnega prispevka, dejal sem, da pravzaprav se je tisto ravnotežje, kar se tiče mehanskega dela šasije, pomaknilo še bolj proti prednji osi. In to seveda je pisano na kožo karakteristikam tako Maxa Verstappena kot Red Bulla RB19. Na kvalifikacijah smo videli, da McLaren je v teh pogojih dober, čeprav oba voznika, zaradi tega, ker nista upoštevala razmejitev same proge, sta imela brisane čase in bosta začela bistveno bolj zadaj. Ampak hitrost, ki sta jo pokazala na samih kvalifikacijah, je bila zanimiva. In kar naenkrat na tretjem mestu po jakostni lestvici in v bistvu takoj za Red Bullom na štartnem razporedu Mercedes. Mercedes, ki je znal izkoristiti priložnost in narediti pol koraka naprej. Nato se je prikazal Fernando Alonso z Aston Martinom, kjer pa nismo videli kakšnih bistvenih sprememb, kot smo lahko spoznali v prvem delu, in šele nato Ferrari.
In za marsikaterega navdušenca je bilo to, kar smo videli na kvalifikacijah, izjemno neprijetno presenečenje. Namreč Ferrari na prvem prostem treningu je bil z obema bolidoma takoj za Red Bullom. Sedaj smo pa videli, da Carlos Sainz mlajši je izpadel v drugem delu kvalifikacij, v tretjem delu kvalifikacij Charles Leclerc pa nikoli ni bil sposoben biti v boju za tista sprednja mesta za štartni razpored nedeljske dirke za veliko nagrado. In ta sprememba zasluži malce bolj poglobljeno analizo. Kaj se je zgodilo, kako je možna takšna razlika med prostim treningom in samimi kvalifikacijami. Enostavno je reči, da na kvalifikacijah gre za res, na prostem treningu se pa vsi malce pretvarjajo. Res je, da na prostem treningu, kot smo videli, so bili časi bistveno višji. A tu menim, da je težava nekje drugje. Prvič, na prostem treningu so bile temperature bistveno višje, okrog 10 stopinj Celzija. Zaradi tega, ker prosti trening se je odvijal še pod sončnimi žarki, kvalifikacije seveda pod reflektorji. In prav sprememba temperature je lahko vplivala na slabšo formo Ferrarija SF23. In kot običajno, da se bomo bolje razumeli, si bomo pomagali z maketo. Tu je Ferrari SF21 Charlesa Leclerca. Omenil sem že, da proga, kot je ta v Katarju, rabi več oprijema na prednjem paru koles. In seveda to pomeni, da zadnji par, pogonski, ponavadi ima težavo, da pride v tisto običajno delovno temperaturo. Zopet se bomo vrnili na naš uvodni prispevek, kjer sem povedal, da je minimalni predpisani tlak na zadnjem paru pneumatik bistveno nižji, približno za 1,5 funta na kvadratni palec od tistega, kar smo videli na Japonskem. In če je bila temperatura asfalta na samih kvalifikacijah nižja, in če smo nekako vedeli, da Ferrari ima določene težave, je razumljivo, da pravzaprav na samih kvalifikacijah, predvsem Carlos Sainz mlajši, je imel probleme spraviti pogonski par koles na delovno temperaturo. Seveda, v Katarju je izjemno pomembno imeti oprijem spredaj, kot sem že omenil, torej vhod v ovinek je kritičen, ampak na izhodu je potrebno pospeševati in takrat pride do izraza seveda oprijem na zadnji osi. In prav to je lahko ena izmed hib projekta Ferrari SF23. Že na mnogih prejšnjih velikih nagradah je bilo moč opaziti, da Ferrari deluje dobro tam nekje do mešanice C3, torej C5, C4 in pogojno C3. A težava je tu, na tej dirki, da imajo vozniki na izboru C3, C2 in C1. Torej, lahko sedaj začnemo malce špekulirati, kaj bomo videli pri nižjih temperaturah in v bistvu trših mešanicah pneumatik. Vemo zagotovo, da na sprintu verjetno one mešanice C3 ne bomo videli. Kaj bo na dirki, se bomo skušali spraševati pri naslednjem prispevku, zadnjem briefingu. Vsekakor smo videli, da bolid skuderije Ferrari je na tisti jakostni lestvici zdrsnil nazaj. Pred samim vikendom je bila objavljena lestvica, ki nekako temelji na rezultatih simuliranja. In tam vidimo, da Ferrari ni druga sila na štartnem razporedu, je prej četrta. In še tu bi lahko dejali pogojno, kajti Fernando Alonso zna biti hitrejši. A o tem se bomo pogovarjali kasneje. Seveda, marsikoga je razočaral tudi Sergio Perez, ki je v krizi, ampak zavedati se moramo, da pri Red Bullu vse sile usmerijo k Maxu Verstappenu. In če smo pravzaprav iskreni, tudi z enim bolidom njegovim bi verjetno postali tako konstruktorski
in bodo postali tudi prvaki med samimi vozniki. Kot dobro veste, Maxu je dovolj v tem vikendu, če osvoji 3 točke. Kaj lahko pričakujemo na samem sprintu? Po mojem osebnem mnenju, kolikor ne naredi kakšne napake, zmago Maxa Verstappena. Edino sam sebi je v tem primeru lahko pravi sovražnik. Nato oba Mercedesa in na 3. mestu kot sila pričakujem oba McLarena. Seveda ne smemo pozabiti tako na Aston Martin kot na Ferrari, ampak sam bi rad vašo pozornost usmeril tudi k ekipi Alpine. Videli smo, da tu so imeli kar nekaj manjših sicer posodobitev, ampak ne smemo pozabiti na neko dejstvo. Oba voznika v 3. delu kvalifikacij. A seveda gre za malce atipičen vikend, kjer smo videli en prosti trening, kjer je v resnici bil, bodimo iskreni, neustrezen. Kvalifikacije, ki so bile presenečenje za mnoge, kot sem povedal v negativnem smislu, in danes nas čakajo kvalifikacije za sprint in sam sprint. Proga se verjetno ne bo izboljšala, namreč vse tistijo to, kar odstranijo bolidi z vožnjo, na to veter, prinese zopet na asfaltno površino in žargonsko povedano je asfalt precej zelen. Poleg tega nova preplastitev je vse prej kot idealna, kajti še zmeraj izloča določeno količino maščobe. Torej, tudi to je en izmed faktorjev, ki bo lahko pomemben. A verjetno o tem se bomo malce več pogovarjali v zadnjem briefingu. Za tokratni prispevek po kvalifikacijah je pa seveda to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.